Sem že prej pokazal, ki je kombiniran recimo s krasilom. Ta ima tudi ene vrste zaščito tukaj, če pogledamo, da mi roka kar ne more kar tako, mi je prej razpre, preden mi gre kar na rezilo, je tudi dosti dobro narejeno. Potem imate še en nož, recimo pa še krasilo. To imam za različne potrebe, pa seveda zato, da vam jih pokažem, kakšni obstajajo, da imate razne nože in da pač malo veste, eni imajo takole krasilo recimo zraven, da imate v bistvu vse takole priročno. Potem so pa še, bom rekel, kakšne mačete, sekire in pač ostala rezila. Se pravi, s tem enako lahko režemo, lahko sekamo, lahko kakšno kos mesa si spečete gor, v teoriji. Je res? Na dolgo si lahko spečete kakšno stvar gor, je res? Ja. In pa, kar je zelo pomembno, da imate za kaj? Za kopanje lukenj, kadar greste na WC, ne? Kako to naredimo, otroci? Zakopljete, ne? Sem vedel, ja. A imate mačeta sabo, s čem skopljete jamo? Ne. S čem se zna skopljati jamo? S palco. S palco se skoplje jamo. Vzamete palco in enostavno skopljete jamo. Mene. Gre, ne če se vhlače, ne pokakam pa polulam. Pa slonim lepo kot gospod. Pravi 2 Y, ki nam segata, bom naredil za sebe velikost, ki mi sega saj do pasu. Za mene govorim. Za vas je drugačna mera, ne? Spravi, za mene mora biti saj do pasu, spravi si označim, vzamem žago, špargle nabirajo ljudje. Spravi, tole skrajšamo. Tako, in to enako. Tole enako prilagodimo enako dolžino, se pravi od drogovile nekako, takole približno, da bo približno takole pomerno. Takole. Potem a to boste vse vzeli? Ja. To bomo še rabili. Malo pa bomo, res. Kar izvoli. Ne bo nič hudega. No, zakaj se uporablja mačeta? Še prej sem pozabil povedati, kadar boste sekali sekiro, mačeto ali pa čemarkoli, dajte paziti. Zakaj paziti? Največkrat vidim napako to, da ljudje stopajo z eno nogo naprej. Tle pred sabo imajo obdelovanec za presekati ali karkoli. Usekajo, spodleti, gre čez kos malo in potem v... Nogo! Ja, tega nočemo. Tako se pravilno postavimo. Čim bolj široko, rahlo v počep, da ste čim bolj stabilni. Vedno pogledajte nazaj. Če za tabo kolega stoji, če bi jaz zdaj, prostite, sem pokazal bom, če zdaj tle stoji kolega za mano, jaz zamahnem, ne bom vas nič poškodoval, in recimo ga lepo zahakam spodaj pod brado, pa gremo lepo čez nos, pa čez oči, pa tako naprej. Oh my god! Ja? Je res? Dajte čuvati kolege, jih rabite. A pa kolegico, tako, ja? Prosim, od tega stran. Ok. Na hrbnik vam je padel. Nič hudega. Kjer na hrbnik? Ta? Ja. Ok. Zdaj smo dobili pa osnovo, se pravi palca, ki je višja od mene, tudi ko stegnem roko. Tudi od mene. Brez skrbi. Od vse. Od vse, res je. Kje spimo? V spalni. Ja, ampak v bregu, naravnost, tako. Kakšen teren rabite? Čim bolj raven. Kje bi vi v našem primeru postavili zdaj ta bivak? Kje bi se vi vlegli?
Ne, jaz si pa tukaj. Mogoče tamle, ja? Ja, pod drevesom. Mogoče, da niste tukaj izpostavljeni, bom rekel, z zunanjim vplivom, ne greste na jaso, ker morate potem tudi drva na jaso vlačiti. Ker rabite 1 meter pred vhodom ogenj, če hočete, da boste imeli toplo. Ja? Če govorimo, da je krizna situacija, če res rabite biti na suhem pa na toplem. Se pravi, jaz bi ga postavil v teoriji, bom rekel, tam ne bolj v zadnji, bolj naravnem, da res probaš čim bolj ravno si poslati, na čim bolj ravnem terenu, da ni viga vaga. Tako da mogoče kar predlagam, da ga bomo tam dejansko postavili, zato da bo tudi potem na fotografijah videti, da ni vse neki v klancu. Se boste prosim stopili tale na konc, samo za obtežitev, da ne bom kar poletel. Se pravi, ko imate tole postavljeno, se jaz lahko komod gor obesem. Zdrži mojih slabih 80 kg, lahko pa tudi 120 pa 180 zdrži. Okay? To je zelo močna, hvala lepa za pomoč. Se pravi, zelo močna struktura.